V tokratni oddaji o novi 8. generaciji golfa, Pa o preveč samozavestnih voznikih športnih terencev. pa o razprodanih električnih, ne okraskih za nasmrečico, ampak Volkswagenih in Škodah. In po vsem novem Peugeotu 2008. Zima je tisti čas, ko SUV-ji kar malo oživijo, saj v težkih voznih razmerah pridejo do izraza tiste njihove sposobnosti, ki ostale mesece v letu bržkone jih porabljamo zgolj za vožnjo v šolo, vrtec ali pa v službo. No, to so ugotovili tudi proizvajalci avtomobilov, ki so z SUV-ji zadeli pravo terno. Predsednik uprave Volva Hakan Samuelson pravi, da SUV-ji predstavljajo polovico njihove proizvodnje in več kot polovico dobička. Zdaj je torej čas športnih terencev. Ti trenutno kujejo največje dobičke, tako kot so jih predtem enoprostorci, karavani, limuzine, kupeji. V avtomobilski industriji je menjava karoserij stalnica. Začelo se je tam v 60. letih prejšnjega stoletja, kje drugje kot v potrošniško naravnani Ameriki, ko je postalo kristalno jasno, da vsaka generacija potrebuje drugačno karoserijo, da nočemo voziti take avtomobile, kot so jih vozili naši starši. No, upam, da ne bo naslednja generacija vozila takšnih avtomobilov, kot jih je zdajle pokazal Elon Musk z novim pick-upom. Z oklepnikom. Predvsem zanimivo pa je, da se je za naslednjo generacijo Z že govorilo, da ne bodo vozili avtomobilov sploh, pa se je zdaj izkazalo, da jih bojo, samo njihovi lastniki ne bojo več. Ja, različna lastništva oziroma bolj rečeno souporaba avtomobilov in ostalih prevoznih sredstev. Bomo videli, v čem bomo še leteli v prihodnosti, ampak če se vrnemo k SUV-jem. SUV-ji so udobni, predvsem za vožnjo po zimi, ko so ceste bolj luknjaste, poberejo malo več tistih trasljajev, sediš v njih malo više, pregled je boljši in zato imajo, kot bi Američani rekli, nek point. Seveda imajo pa tudi nekaj drugega. Vozniku vnašajo nekakšen superioren občutek, dajo samozavest. To je pa tisto, kar se je, vračamo se spet v Ameriko, kjer se je vsa zgodba na nek način tudi začela, predvsem z velikimi, težkimi športnimi terenci in pick-upi. Tam so kmalu potem, ko je njihova prodaja očitno porasla, ukvarjali z tem fenomenom tudi različni sociologi, ki so ugotavljali, da se je spremenila tudi kultura vožnje. Da se je začela nekakšna, temu so rekli, oboroževalna tekma na cesti. Da dokler so ljudje kupovali limuzine pa enoprostorce, se je nekakšna kultura vožnje, spoštovanja drugače upoštevala kot takrat, ko so sedli v velike in težke oklepnike. Ampak, da ne bo narobe razumeti, s samozavestjo ni nič narobe, samo paziti je treba na druge udeležence v prometu in po zimi, se pravi v težkih razmerah, je že kanček samozavesti včasih lahko preveč. Če gledamo reklame in jim vsaj v majhnem delu tudi verjamemo, potem ugotovimo, da športni terenci premagajo vse ovire, še več to naredijo v lahkotnem športnem slogu. Na drugi strani zavarovalnice že nekaj časa ugotavljajo in opažajo zanimiv deviantni odklon prav pri nesrečah s športnimi terenci. Veliko jih je posledica prav pretiravanja, samozavestne vožnje, preveč samozavestne vožnje. Če pa ste voznik, ki v vožnji z avtom išče čim bolj čist, neposreden stik z avtom in cesto, potem pa športni terenci niso najbolj idealna izbira. Za kaj takega so bistveno preveč škatlasti, pretežki, teža je ubijalec užitkov v vožnji, saj ni koristna niti pri pospeševanjih, niti pri zaviranjih, niti pri vstopih v ovinek in seveda center težišča imajo postavljeno precej visoko, kar pomeni, da se v ovinkih pogosto prezibajo in prestavljajo in ko to zložimo skupaj z bistveno bolj samozavestno vožnjo, kot bi bilo priporočljivo, dobimo dobro podlago za nesreče. Če naš športni terenec opremljen z dobrim štirikolesnim pogonom, potem nam ponuja seveda bistveno več oprijema, več vlečne sile, tudi recimo iz ovinkov ven. In to je zanka, v katero se tako radi očitno ujamemo. Dober občutek pri izhodu iz ovinka in pri vleku naravnost nas prepričajo v to, da prepeljamo v ovinek z bistveno previsoko hitrostjo. Štirikolesni pogon in višje postavljeno težišče pa nam pri zaviranju prav nič ne pomagata, prej nasprotno. In tako pridemo do bistva pri razumevanju varne vožnje s športnimi terenci. Do teže in porazdelitve mase med vožnjo avtomobila. Masa, teža avtomobila je na vse štiri pnevmatike enakomerno porazdeljena samo takrat, ko avto stoji.
Ko se premika, se teža avta premika po vseh 4 pnevmatikah. Ko recimo speljujemo, se težišče premakne na zadnji kolesni par, ko zaviramo na sprednji. Če je avto zdizajniran tako, da ima v osnovi težo med sprednjo in zadnjo osjo postavljeno v razmerju 50-50, pri zaviranju z lahkoto dosežemo razmerje 70-30. Ko gremo v ovinek, takrat ena pnevmatika, ne pozabimo, to je stik s cesto v velikosti ene dlani, prevzame večji del težišča. S tem dobi tudi več oprijema, če ga ima. Ampak poglejmo na vse skupaj nekoliko drugače. Ko se Janja Garnbret z eno roko drži za oprijem in se zaniha preko ovire, naredi to z lahkoto. Če bi tehtala 120 kg, ji ta manever ne bi uspel. Kot smo v letošnjih oddajah avtomobilnosti že večkrat nakazali, se moda pri športnih terencih precej spreminja. V resnici postajajo bolj kupejevski, manj škatlasti in težišče se približuje spet nazaj k tlom. V vozniškem smislu postajajo spet bolj avtomobilski. Ampak ne glede na to, športni terenci bojo še vedno ponujali serijsko tudi nekaj več samozavesti. Ne glede na to, kako dober sistem stabilizacije imamo, ki lahko tudi do 100-krat na sekundo preveri, kako se vrtijo posamezna kolesa in pomaga avto peljati v željeni smeri. Ali kako dober 4-kolesni pogon imamo, kako dobre zimske pnevmatike. Če je samozavest prevelika, je oprijema na cesti hitro premalo. V prejšnji oddaji smo vam predstavili Opla Corso, ki je tudi finalist za slovenski avto leta 2020. No, danes pa vam predstavljamo njegovega brata iz te francosko-nemške družine in sicer Peugeota 208. In med bratoma je kar velika razlika. 208 je precej bolj atraktiven od Corse. Pa tukaj je tudi iz Provence še svež 2008. Poglejmo, koliko pomeni ena ničla. Prva generacija je bila nasplošno všečna in ohranjala tisti družinski slog. Tokrat so ubrali drugačno pot, nekoliko drznejšo, oziroma pot, ki sta jo že prevozila starejša brata. Torej, 3008 in 5008. SUV-ja, ki sta se dokazala že tudi med slovenskimi kupci. Prvi izmed tega para je bil celo slovenski in evropski avto leta 2017. A če je bil pri večjih SUV-jih glavni razlog za temeljito preobrazbo občutno zmanjšanje zanimanja za enoprostorce, gre v primeru manjšega 2008 za višje cilje, za cilje, ki so povezani s Peugeotovim osvajanjem Amerike. The previous generation was a success, mainly in Europe, but we may have been criticized outside Europe for the dimension of the car, for the fact that it was more a crossover than an SUV. So for this generation, we want to make a real SUV with a massive bonnet, protective impression, ground clearance, big wheels. So this was the main target. 2008 z bolj drznimi SUV-ovskimi linijami torej zre v prihodnost. V kabini pa je to tipični, aktualni, novodobni Peugeot. Drzno oblikovana futuristična kabina je namreč postala del Peugeotovega DNK-ja, s katero se znamka 123-letno zgodovino razlikuje od Citroenov in nemškega brata Opla. Notranjost je seveda od prejšnje generacije povsem nadgrajena, vendar nič novega, kar nismo videli pri 208, le da je kabina nekoliko večja. Ima za 30 litrov odlagalnih površin, zanimiv pa je tale predal, ki je hkrati polnilna postaja za brezžično polnjenje in pa naslonjalo za vaš osebni telefon. Za vse Peugeotove novodobnike je hkrati značilen tako imenovani iCockpit, po novem z oznako 3D. It's a magical effect because you have some information on the background of the screen and there is the impression of 3D information floating in front of the cluster, and in fact there is two screens and the reflect of one of the screen give the impression of three-dimensional image. 2008 bo na voljo tudi z dizelskim motorjem, a bistven del ponudbe predstavljata nova trivaljna bencinska motorja. Močnejši je na voljo tudi v kombinaciji z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, a bistvene načrte imajo pri Peugeotu z najčistejšo verzijo 2008.
To za mano je električni model. Ja, bistvenih razlik ne boste opazili. Kot je v navadi, so električna vozila povsem drugače zasnovana in oblikovana, pri Peugeotu pa so se odločili, da bodo ohranili celotno prvotno obliko. Da pa jim je uspelo na enako platformo združiti različne pogonske sklope, so imeli njihovi inženirji kar precej dela. Most of the electrical cars are specific electrical cars, and it's a difficult choice to switch to electric, and it's a more easy one if you integrate electrical engine in a normal car. Enostavnejša? No, glede te trditve se mnenja krešejo. Menedžerji zagotavljajo, da gre za varnejšo poslovno odločitev, inženirji pa jim odgovarjajo, da celovita nova zasnova zagotavlja lažje tehnično prilagajanje morebitnim novim modelom, ki v PSI-jevem primeru ne bodo možni brez zahtevnih prilagoditev. A kakorkoli, prvi Peugeot, ki bo v enaki obliki na voljo tako s klasičnimi kot tudi električnim pogonom, je te dni zapeljal na slovenske ceste. Govorimo seveda o mali 208-ci, po našem mnenju veliko bolj atraktivni v primerjavi recimo z nemško Opel Corso. Nekje v razmerju do 10% računamo na prodajo električnih 208-mic. Na elektrifikacijo smo pripravljeni in se zavedamo, da prihodnost gre v to smer. Seveda še vedno pri modelu 208 bo glavnino predstavljal termični avto, se pravi bencinski in dizelski. Nekje v razmerju do 10% oziroma do 7% pa računamo tudi na prodajo električnih 208-mic. Proizvodne količine za slovenske stranke imamo zagotovljene, zato računamo resnično, da prve 208-mice tudi v električni verziji prav kmalu že zapeljejo na slovenske ceste. Nadaljevanje oddaje bo v znamenju novega Golfa, pa tudi hibridov. Naj bodo zgolj 48-voltni ali pa pravi priključni hibridi, zaporedno kombinirani kot pri Škodi Superb ali vzporedno kot pri novem Golfu. Pa tudi o najbolje prodajanem električnem avtomobilu pri nas bo tekla beseda in o terenski legendi. Iz Provence in francoske novosti pa se selimo v Porto. K težko pričakovani nemški novosti, novi generaciji Golfa. Osmica. Golf je vedno bil trendsetter, vedno je določal trende v svojem golfovem razredu. A danes nekako kaže, da so se trendi odmaknili od golfa. Namreč vsi pravijo, da danes kupci želijo imeti SUV-je in da tisti, ki pa vztrajajo v avtomobilih golfovega razreda, želijo, da so to športni avtomobili, skoraj da že kupejevski. No, golf ostaja golf. In čeprav morda na prvi pogled deluje, kot da golf res pretirano ostaja golf, da ne prinaša ničesar novega, pa na drugi pogled, sploh po prvi vožnji, lahko rečemo, da prinaša ogromno novega, ampak tisto je skrito v tehniki in pa v notranjosti. Začnimo z lučmi. Prav vsak novi Golf bo imel vsaj za 20% boljše luči kot predhodniki, kajti po novem so serijski LED žarometi. Ti zdržijo celotno življenjsko dobo avta, torej konec je z zoprnimi menjavami žarnic, LED žarnice pa oddajajo tudi prijetnejšo svetlobo z barvno temperaturo, ki je bližje dnevni svetlobi. Ta je prijetnejša za naše oči, hkrati pa omogoča boljše kontraste in lažje zaznavanje ovir. In ko smo pri ovirah med nočno vožnjo, resnično vam toplo priporočamo doplačilo za matrične žaromete. Kar 22 malih diod bo med nočno vožnjo omogočalo, da boste ves čas vozili z dolgimi lučmi, pa kljub temu ne boste nobenega souporabnika ceste zaslepili. Wir haben eine Kamera-Datenfusion, das bedeutet, wir haben eine Kamera im Innenspiegel platziert, die kann bis zu 12 Objekte diagnostizieren, das heißt Fahrzeuge, die mir entgegenkommen, Schilder oder entsprechend auch Fahrzeuge, die vor mir fahren. Bei anderen nutzen wir GPS-Daten und genauso auch natürlich den Lenkwinkel, Einschlag und die Geschwindigkeit. Abhängig von diesen 4 Eingangsgrößen können wir das beste Licht für den Endkunden auf die Straße projizieren. Novi matrični žarometi znajo obliko snopa prilagoditi tudi slabim razmeram, s čimer odpravljajo potrebo po dodatnih lučeh za meglo. Od skupnih 45 svetilnih diod v enem žarometu pa se bo v mestu še posebej izkazala 8 diod za nakazovanje smeri. Wir haben jetzt erstmalig auch einen wischenden Blinker, einen dynamischen Blinker auch vorne integriert. Das heißt,
Der Verkehrsteilnehmer erkennt viel schneller, dass da irgendwie ein möglicher Abbiegevorgang stattfindet und kann schneller sich auf die Situation einstellen. Notranjost bodo ljubitelji klasike sprejeli z mešanimi občutki, kajti gre za povsem novodobno digitalno armaturno ploščo. A ne slepimo se, živimo v dobi drsanja po zaslonih, premikanja ikon po svoje in tako kot vsak mobilni telefon bo tudi novi Golf od nas zahteval nekaj seznanjanja, če ga bomo želeli v popolnosti izkoristiti. Kajti opcij je veliko, upravljanje z mahanjem zdaj deluje že precej dobro, na voljo je glasovno upravljanje, prilagodite si lahko barve, vrhunsko pa novi Golf svoj informacijski zaslon kombinira tudi recimo z Applovim CarPlayem. Golf se je skozi preteklih 7 generacij močno proslavil s svojimi dizelskimi variantami. Ampak veste, v tej prvi vožnji res lahko potrdim, da se dizelskim motorjem, vsaj v Golfovem primeru, počasi res iztekajo časi. Pa tega sploh ne pravimo iz okoljskih vzgibov. Nenazadnje smo bili neizmerno navdušeni nad zvokom, živahnostjo in odzivnostjo novega 2-litrskega dizla. Stvar je v tem, da bo novi dizel primeren kvečemu za trgovske potnike zato, ker so tu hibridizirani E-TSI bencinski motorji. The 48-volt system consists of a belt starter generator, which is used to start the engine, stop the engine, but most important, it is able to recover a lot of the kinetic energy during driving situations. One of the most advantages a customer feels is the much more comfortable starting and stopping of the engine. So when he turns on the engine for the first time, he doesn't feel any shaking in the steering or in the seat anymore. It's just whoop, and it's there, the engine. And the same when the engine stops. Motor se med vožnjo tudi ves čas ugaša in prižiga, ter tako varčuje z energijo. Govorimo o jadranju in to opravlja povsem brez tresljajev. If you have this driving situation where you stop down, and I think it's beneath 7 km/h or something, the engine shuts off. But then when you lift the brake pedal and want to change your mind, then the engine starts again and you can drive ahead without any hesitation. Second, you also have the situation that you can, when you drive off, it's going a little bit smoother because it goes like a hybrid system. And not like an engine with a double clutch system. Yeah. So you have this more or less this hybrid feeling when you drive off and step down, drive off, go reverse, go forward. Morda še to, pozabite, ampak res pozabite na ročni menjalnik. Novi DSG je v Golfu nuja, pa pika. No, kako velik je Golf pri nas, morda priča podatek, da se po slovenskih cestah vozi 63.000 Golfov vseh preteklih 7 generacij. In naj se razmere na slovenskem trgu še tako hitro spreminjajo, zanimanje za Golfa usiha veliko počasneje kot za konkurenco. Segment s prisekanim zadkom Golfov razred v primerjavi z lanskim letom je padel približno za 20%, pa eno leto prej tudi za podoben delež. Mi ocenjujemo, da bi lahko, ne vem, z približno okoli 2000 avtomobili ta delež v tem Golfovem razredu obdržal nekje med 25 in 30%, kar bi pomenilo, da bi mogli v naslednjem letu izdobaviti tam okoli 2000 Golfov, kar je tudi naš načrt. Koncernskega zvezdnika smo vam torej predstavili. Nekaj oddaj nazaj ste lahko videli tudi brata iz Češke oziroma sestro, Škodo Octavio. No in zdaj novost, kako predvidljivo, še tretji iz te velike družine, Seat Leon. Je zelo ostrih, atraktivnih linij, v notranjosti pa obljubljajo velik zaslon, kar je pravzaprav v teh časih že praksa. Mimogrede, Seat sodeluje z katalonskimi cestarji na zelo zanimivem projektu, v katerem povezujejo avto z infrastrukturo, natančneje z semafori. Na ta način želijo preprečiti ostra zaviranja pri rdeči luči. El proyecto consiste en que los nuevos modelos de coches conectados de SEAT recojan desde la nube central de la DGT toda la información en tiempo real relativa al tráfico, ya sea en carreteras con paneles informativos o en las ciudades con el estado semafórico. El semáforo envía una señal a la nube de la DGT sobre su estado actual y cuándo va a cambiar de estado. Y el coche recibe esta información, la interpreta y te avisa con la velocidad a la que estás yendo cómo te vas a encontrar el semáforo, de tal manera que si se va a poner en rojo, pues ya te avise y empieces a frenar antes de llegar al semáforo. No, zdaj pa še glavnemu oziroma zadnjemu koncernskemu prvaku, električnemu Golfu, ID3.
Vse zaloge za Slovenijo so že razprodane. Takoj pošle. In tisti, ki ste ga rezervirali, zgolj ko ste ga videli po spletu, ste lahko končno tudi sedli vanj, se ga dotaknili oziroma pogledali, kako v živo izgleda. Jaz sem Volkswagen ID.3. Naznanjamo novo dobo Volkswagena in zanimivo je, koliko navdušencev je nad električno mobilnostjo, ki imajo tudi drugačen pogled na mobilnost in prav veseli smo, da smo to storili. Vtisi udeležencev so bili z mojega vidika zelo pozitivni. Mislim, da smo uspeli presenetiti s to sceno. Manjka pa še nekaj dodatnih informacij, ki smo jih dolžni še dati v času tam nekaj januarja, februarja. iV oziroma po naše IV je oznaka za škode z električnim motorjem, za polno električnega Citigoa, pa tudi za tistega Superba, ki ima zalogo baterij za dobrih 60 km električne vožnje in pa klasični bencinski motor, ki poskrbi, da lahko avto uporabljamo tudi potem, ko baterije izpraznimo. Seveda gre pri tem Superbu za izredno privlačno ponudbo za vse, ki se vozite v službo, v sosednji kraj. Vsakdanje vožnje boste po novem lahko imeli povsem tihe in čiste, hkrati pa boste brez prilagajanja odpravili tudi tiste daljše relacije. Ideja o priključnih hibridih seveda ni nova in nasprotniki recimo izpostavljajo, da je nesmotrno voziti dva motorja, zagovorniki pa jim vračajo, da je neodgovorno avto obtežiti z nesmiselno veliko zalogo baterij. A čeprav je električni commuting najprivlačnejša plat priključno hibridnega Superba, pa je z okoljskega vidika za današnji čas v resnici zanimiva že tudi bencinsko-električna hibridna vožnja, zaradi varčnosti in udobja, ki jo hibridni menjalnik ponuja. Poglejmo, kako deluje. It consists of the ordinary double clutch gearbox set, 6-speed, and e-machine. This is the ordinary double clutch gearbox, so you can see one input shaft and two output shaft. The input shaft is for the odd gears and the second is for the even gears. And everything goes to the final gear, which deliver the power and torque direct to the wheels. What is very important, there is a new third clutch key 0, which is disconnect and connect combustion engine together to e-machine and gearbox. The clutches are integrated in this small space, so it means that they are very compatible. We save the space for integration. A poglejmo en konkreten primer, kako hibridni menjalnik dela vožnjo bolj udobno. In this gearbox we don't use the ordinary starter anymore. We start the combustion engine direct with the e-machine, and then the ordinary two clutches are open and the additional new clutch is closed, and then with the e-machine we turn immediately the engine and the engine will start. Can you compare this solution to the, for example, Toyota solution, which is... Toyota use the planetary gear set. It's very simple, very robust. We use this solution because we have a Syrian hybrid, and I would say you can feel really high power and high torque. Superb je tipičen avtomobil, ki ga kupujejo podjetja. V našem konkretnem slovenskem primeru gre največkrat za SP-je. Kot so začunali pri Škodi, je na podjetje pisanih kar 82% Superbov. No, po drugi strani pa je prva električna Škoda mali Citigo, še posebej zanimiva tudi za zasebne kupce. Kot drugi avto seveda, in pri tem glavno vlogo odigra cena, kajti električni Citigo je ob upoštevanju subvencij in pa popustov od svoje bencinske sestre dražja za komaj nekaj tisočakov. A ne navdušite se preveč, kajti prav vse električne male Škode, ki so jih namenili za Slovenijo, so že razprodali. In če boste rekli, bomo pa vzeli Škodi e-Citigo enakega Volkswagena e-Apa, vas bomo spet razočarali. Tudi vsi e-Api za Slovenijo so že našli svojega kupca. A vrnimo se še enkrat k Golfu, k hibridnemu Golfu. Pred mano je hibridni sklop Golfa GTE. Ta je enak tistemu v Passatu GTE, ni pa enak tistemu v Škodi Superb EV. Poglejmo, v čem so razlike. The main characteristic difference is that in a parallel hybrid, the powertrain is always directly coupled to the speed of the wheels.
While in a serial hybrid, you have an electric machine which drives the car, and the combustion engine is decoupled, so it can run at any speed independent of the speed of the vehicle. Due to that is an important advantage of such a system. You are able to run the combustion engine always in the optimum operation point. But on the other hand, the whole power output of the car is limited to the electric machine driving the wheel. So you are not able to use the power output of the combustion engine direct to drive the car. That's the disadvantage of the serial hybrid system. So we at Volkswagen, for the GTE, which is a sporty hybrid with a high system output, we choose the parallel configuration to give the customer the possibility to drive a real powerful car. It's the choice of the system, if you say it that way. Še en model, ki bo v Slovenijo pripeljal šele pozno spomladi, so lahko zainteresirani Slovenci že potipali in sedli vanj. Govorimo o Land Roverju Defenderju, o verziji, ki bo za razliko od več kot 40 let stare legende zlahka uspel zadostiti modernim okoljskim in varnostnim zahtevam. The structure is very different. It's not anymore a leather chassis, but it's a monocoque aluminium chassis with all the technology of the 21st century. But the off-road capabilities of the car are exactly the same. The heart of the car is the Defender. Pa smo prišli do konca 155. oddaje Avtomobilnost in pravzaprav, kar se oddaj tiče, tudi do konca našega koledarskega leta. Vmes pa bomo še zelo aktivni na spletnem portalu MMC Zavihek Avtomobilnost, pa seveda na vseh socialnih medijih. In pa seveda ne pozabite, 11. januarja se izbor za slovenski avto leta vrača v živo na TV Slovenija 1 in režiser Nejc Levstik svojo ekipo obljublja pravi spektakel, tako da si kar nekam zapišite, 11. januar se zopet vidimo. Takrat se vidimo in vse lepo in srečno v novem letu. Srečno. Pa še to, če avto predstavljaš v prazničnih dneh, moraš imeti praznični pristop. Tako je baterija Nissana Leafa eno uro napajala 186 200 božičnih lučk. Jaguar pa je z novim F-Typom naredil kar 25 loopingov, brez voznika za volanom.